Mateja Perpar iz Pravljičnega gozda. Počasna pravljica. Nekoč je živel polž, ki je želel na hitro kaj zaslužiti. Odpravil se je k finančnemu svetovalcu. Na pot se je podal zgodaj, kljub temu pa je bila ura, ko je pozvonil pod tablico, na kateri je pisalo osebne finance cincin, že proti koncu delovnega dne. Finančni svetovalec, visok in vitek mladenič v temni obleki s kravato in koničastimi čevlji, se je nekoliko nejevoljno zazrl v zadnjo stranko pred vrati. Mudilo se mu je. Iz pisarne je moral takoj k frizerju, potem v naglici na fitnes, potem pod en bliskovit tuš, potem en kratek krog po mestu z novim avtom in potem nemudoma na večerjo. Ampak stranka je stranka in dinarčki se ne služijo sami. Cincin. Vstopite, prosim, je rekel malce živčno. Polž se je odplazil v pisarno. Finančni svetovalec ga je gledal z lesenim nasmeškom. Kako vam lahko pomagam? Torej, je rekel polž. Da? Mislil sem, da bi mi mogoče, če ste tako prijazni, lahko nemara svetovali, kako bi se dalo na preprost način in brez prevelikega tveganja v relativno kratkem času zaslužiti manjšo ali recimo srednjo vsoto denarja. Finančni svetovalec je izpljunil košček nohta, ki si ga je bil med vprašanjem odgriznil. Kakšne vrste zaslužek ste imeli v mislih? Obveznice, sklade, naložbe v surovine, trgovanje z valutami, nepremičnine? Je zadrdral. No, se je zamislil polž. Veste, ne spoznam se ravno najbolj oziroma sem vedno znal shajati s tem, kar imam. Vedno sem izbiral, da boste morda bolje razumeli moj način, torej vedno sem izbiral srednjo pot. Moja hiša je ravno pravšnja, ne prevelika, ne premajhna, bivam lahko kjerkoli, z ženo ne trošiva veliko, za kosilo v miru prigrizneva kakšno solatko. Moram reči, da tudi ni tiste vrste ženska, ki bi veliko porabila za oblačila, otroci so že odrasli. Koničasti čevlji so pod mizo živčno tapkali po tleh. Sekundni kazalec ogromne ure na steni je komaj slišno spremljal polžji monolog. Tik, 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 tik. V zadnjem času se mi je življenje zazdelo nekoliko dolgočasno, je razpredal polž. Čeprav nisem več mlad, bi svoje dneve rad vnesel, kako naj se izrazim, kanček razburljivega. Letni časi na vrtu so vsi lepi, vendar se človek oziroma polž, a sem prepričan, da to velja tudi za ljudi, lepega in dobrega sčasoma zasiti, če me razumete. Aha, je rekel finančni svetovalec in skušal neopazno prek spleta rezervirati tekaško stezo v fitnesu. Ja. In če pogledam z tega zornega kota, je razglabljalo naprej na drugi strani mize, sem si rekel, da potrebujem kanček akcije, če me razumete, da ves čas opazuješ,
kako se odpirajo cvetki, kako raste trava in kako se spreminjajo oblaki, tudi ne gre. Šport mi ni preveč blizu, vse tisto tekanje in znojenje. No, pa sem se vprašal, kaj bi mi pognalo kri po žilah. Najbrž tudi vi po ponavljajočem se vsakdanjiku radi naredite kaj čisto drugega. O ja, je rekel finančni svetovalec, o ja, torej, kako bi... In če tudi samo enkrat na mesec ali celo enkrat na pol leta, se ni dal motiti Polž, začutiš takole žgečkljivo negotovost, ko ne veš, kaj se bo zgodilo, ampak veš, da se bo zgodilo hitro in slutiš rahlo nevarnost, če me razumete, pa ti gredo mravljinci po hrbtu in se ti izprožijo rožički in pomigljajo. Finančni svetovalec, ki so mu ušesa že čisto pordela od zatajevane nestrpnosti, je medtem kolegici iz konkurenčne posredniške družbe, ki je imela prostore malce naprej po hodniku, po telefonu poslal sporočilo. Še vedno v pisarni. Reši me. Plačam, kar hočeš. Zato je zdaj potrkalo na vrata, skoznja je pogledala rdečelasa glava in rekla: pardon, Milan, si še v službi? Nisem vedela, da imaš stranko po 5:30 in čistilka bi rada posesala. Polž se je silovito zdrznil. Rožičke je iztegnil tako visoko, da so bili čisto tankceni, in se zastrmel proti uri. Oprostite mi, prosim lepo, nisem si mislil, da je že tako pozno. Veste, od doma sem odšel takoj po zajtrku, no, res sem se vmes ustavil na nekaj kratkih opravkih. Iskreno mi je žal. Finančni svetovalec je rekel, da njemu tudi, ampak bože, ni vsak dan primeren za naložbe. Ne, se je strinjal Polž in lezel skozi vrata. V vsakem primeru bi se moral posvetovati še z ženo, veste, ona je bolj preudarna kot jaz, včasih se rad prehitro odločim. To so le stvari, ki zahtevajo tehten premislek. Hvala vam najlepša, da ste si vzeli čas. Se bom še oglasil, ampak najbrž ne v kratkem. Zdi se mi, da sem imel za nekaj časa dovolj razburjenja. Finančni svetovalec in rdečelasa uslužbenka konkurenčnega podjetja sta, takoj ko so se za obiskovalcem zaprla vrata, stekla do garaže, skočila v avto, odbrzela do bara z marmornim pultom in živo glasbo za zabave željne petičneže ter naročila 2 martinija. Barman je na pult priložil krožniček z olivami. V eno sta bila zapičena 2 zobotrebca. Finančni svetovalec je odmahnil z roko. Pijačo bom, olivo pa kar obdržite, spominjal na Polžka. In potem je hitro skočil na plesišče, da ne bi zamudil prve divje skladbe.